da je danes pomemben dan za mesto Celje, celotno regijo in njegove prebivalce, pa ne bodimo malenkosti, ne nazadnje tudi za Slovenijo. Torej, z nami so Ivan Majcen, prokurist klinike, Nataša Podkrižnik, konzervatorka Celjske območne enote, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Luka Turk, strokovni vodja klinike in gospod Šerman iz Oklesku, predstavnik podjetja Philips. Gospod Urban, bi za začetek vprašala kar vas z vašo idejo in namero o prenovi starega in zapuščenega dvorca Lanovš se je namreč vse začelo. Če nam lahko na kratko opišete, kako se je vse začelo in kako ste pravzaprav prišli na zamisel, da bo v tem kulturno-zgodovinskem objektu eden najsodobnejših medicinskih centrov pri nas. Velika zahvala gre predvsem optimističnemu pogledu v prihodnost in idej, ki sem jo gradil že sam nekaj časa. Namreč moja pot v šolo, iz šole na trening, iz treninga je bila zmeraj mimo tehnične šole, pa seveda 2 prekrška čez obvoznico, pa po skrajšani poti, počasi proti Lavi. Vedno sem gledal ta dvorc kot nekaj mogočnega, nekaj, kar bi vzel lopatko in šel kopati in raziskovati, če so mogoče kaj naši celjski grofje pozabili. Kopali smo, iskali smo, našli nismo nič. Vsaj tisto, kar bi nas zanimali, meči, bodale in tak naprej. Potem je pa tle Luka, ki me spremlja praktično že celo življenje in enega lepega dneva sva na košarki rekla, če bi to kdaj uspeli dobiti, pa seveda, če bi imeli zagotovljena sredstva, bi pa tle naredili center, ki bi ne bil namenjen samo hvalisanju, ampak vsem ljudem. Pri CT aparatu pa bi izpostavil v angleški kratici IMR, gre za programsko modaliteto oziroma opremo, ki omogoča znižanje pacientove prijete doze ionizirajočega sevanja tudi do 80% pri vsakih protoklarnih preiskav na tem aparatu. O takih aparatih v Sloveniji govorimo samo na 2 mestih, to je Valdoltra in MIT. Kar še moram predvsem tega podariti je, da imamo integriran EKG monitor, ki omogoča sinhronizacijo vsake CT preiskave, predvsem govorimo o CT preiskavah ožilja, s srčnim utripom, kar je nujno potrebno za diagnosticiranje oziroma za diagnostične preiskave samega srca, torakalne aorte, to je glavna žila, pač po prstnem košu, in ne nazadnje srčnih žil, kar bomo kot edini ponudnik v celjski regiji, širši celjski regiji, tudi zasavski regiji in kot sem prej rekel, pri magnetu srca, tudi zdaj to ponujajo samo klinični centri in vaši klinični centri. Specialistične klinike Dvorec Lanovš. V čast nam je, da sta danes z nami tudi poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, gospa Janja Sluga, in župan mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot. Nekdo danes sedi v senci, ker je nekdo drug pred davnimi časi zasadil drevo, pravi neka misel. Ali postavil trdne temelje. Za več kot pol tisočletja zgodb je za zidovi dvorca, ki se sicer prvič omenja sredi 15. stoletja. In v njem je nekaj stoletij pozneje
zagotovo odmevala tudi glasba, kakršno smo slišali v uvodu. Brandenburški koncerti Johana Sebastiana Bacha sodijo med najodličnejša baročna glasbena dela. V izvedbi kvarteta Maxima smo slišali Brandenburški koncert številka 3. Dvorec je v 21. stoletju spet dobil bleščečo podobo v skladu s plemenito dejavnostjo, ki je našla prostore za njegovimi zidovi. Po začetnem navdušenju smo hitro stopili na realna tla, ampak ker kljub trdni odločenosti, da dvorcu povrnemo prvotni sijaj in namenimo dobro vsebino, takšno, ki si objekt zasluži, smo bili nemalokrat v času obnove postavljeni pred vedno nove in nove probleme. Pred letom in pol smo pričeli z obnovitvenimi deli in to pod budnim očesom Zavoda za varovanje kulturne dediščine območne enote Celje. Verjetno ste ob tem stavku vsi malo zavili z očmi, ampak z ZVKD-jem ni tako težko. Kljub stereotipni predstavi o delu konzervatorskih strokovnjakov lahko v našem primeru izrečem samo pohvale. Naj začnem ta nagovor z mislijo enega največjih mislecev in moralnih avtoritet 21. stoletja, tibetanskega Dalaj Lame, ki je rekel: človek zgubi zdravje, da bi zaslužil denar. Potem žrtvuje denar, da bi si povrnil zdravje, in ker je v skrbeh za prihodnost, ne zna uživati sedanjosti. Danes smo na otvoritvi tega čudovitega objekta, ki je enkraten sklop preteklosti in sedanjosti. Celje je zelo ponosno na svojo bogato zgodovino in po mojem trdnem prepričanju dobro skrbimo za svojo kulturno dediščino. Zagotovo veliko bolje kot država za svoje kulturne spomenike in bolje kot večina občin v tej državi. Zato namenjamo tudi veliko denarja in sem izjemno vesel tega uspešnega projekta. Če imate voljo, idejo, tudi denar, veliko energije, slišali ste, zavodom ni tako težko, ima mestna občina še kakšen kulturni spomenik, ki bi ga rada ohranila, predvsem dvorec Prešnik, kar kličeš prvemu takmu investitorju, tako da prisrčno vabljeni, pa se bomo mogoče čez nekaj let zlopet lahko zbrali kakšni taki lepi priložnosti. Res iskrene čestitke in hvala za pozornost.